Bi želeli dobiti popolnoma brezplačno vikend oddih za 2 osebe v tej čudoviti glamping hiški, oziroma ni nujno, da bo glih hoteli, jih je tukaj več. Lejte, vam jo pokažem, kako je to lepo noter. Lejte, prav super je, da se ta občutek, ki je les, to je meni tako super v takem spet. Tako da zdaj, če bi želeli dobiti brezplačen vikend paket, tukaj v Slovenija Eko Resortu, glejte naprej. Da vam še malo bolj podrobno pokažem ta glamping naselje. Glejte, takole so te hiške izgledajo. To je lepo urejeno kot neka ulica. Vidite, imate posod tudi takole za sedeti. Lejte, te hiške se tam potem nadaljuje. V glavnem, lejte, zelo lepo imajo tle vse urejeno, tako da je tukaj bivanje res prijetno. Jaz sem tukaj že večkrat bil in sem vedno bil navdušen. Tako da jaz sem prepričan, da tisti, ki bo dobil to nagrado, bo siguren se tukaj super imel. Da vam še pokažem, kakšne imajo sanitarije in tuše. Bomo šli pogledat ženske, ker vse moški so identični. Lejte, imajo res zelo lepo urejeno. Lejte, tole je tuš, je takole lepo. Zdaj pa še da en WC pokažemo. Lejte, moderno, zelo lepo, tako da v Eko Resortu res poskrbijo za vse detalje. Da vam še malo predstavim Slovenija Eko Resort. Lejte, tukaj imajo stolp, tale lesen, to je menda najvišji razgledni stolp v Sloveniji, ne vem točno, kako je klasificiran, ne me za besedo držati. Lejte, kaj imajo pa super ambient za kosila, večerje. Lejte, fantastično, lejte, fantastičen kraj, voda tukaj, lejte, račke, gosi, res imajo super, lejte, tamle oder za prireditve, restauracija, tole kuhna, vidite, tako da res fantastično, lejte, tamle igrala za otroke, posod imajo živali, tako da rečemo, še posebej za otroke, če imate otroke, tukaj otrokom ne bo nikoli dolg čas. Če bi želeli popolnoma brezplačno dobiti vikend paket za 2 osebe v tej čudoviti glamping hiški, ki jo vidite za menoj, sodelujte v nagradni igri. To pa storite tako, da se naročite na moj YouTube kanal. Se pravi, to storite tako, da samo kliknete ta gumbek naročite se, pa potem še zvonček in v komentar napišete, zakaj bi vi želeli dobiti tole glamping hiško, se pravi vikend paket, in koga bi vzeli s sabo. Nagrado podarja Slovenija Eko Resort. Jaz se z lastnikom Matjažem Zormanom že dolg časa poznam, pa sem mu enkrat slučajno omenil, sem rekel, Matjaž, bi ti bil za to, da naredimo eno nagradno igro za moje sledilce, namreč jaz se trudim, da probam čim več dati mojim sledilcem in takole lahko dam, ne, se pravi, 1 oziroma 2 bosta dobila tole prekrasno darilo, tako da sodelujte se, splača se, en bo izžreban in bo tukaj preživel čudovit vikend. Naj še povem, da tudi uporaba savne je tukaj možna, imajo jo tamle v eni hiški, jo vam bom pokazal. To je sicer privat savna, kar je še boljše. Vi, ki pridete na recepciji, rečete, midva bi pa želela savno in vam povejo termin in vam povejo, katere imajo proste termine, zberete tiste, ki so prosti in imate super savno čist sami zase.
Tole je pa spodnji del Slovenija Eko Resorta. Lejte, tukaj imajo pa malo večje hiške. Tukaj je tudi čudovito, tako da res fantazija v naravi. Pa še to vam moram povedati, da se v Slovenija Eko Resortu super je. Midva sva bila tukaj s Tjašo enkrat na večerji in sva tudi video posnela, tako da ta video imate v opisu tega videa, je link in pejte si ga pogledati, boste videli, to je bilo noro dober, vam povem, tako da tisti, ki imate radi dobro hrano, vam bo tukaj zelo, zelo, zelo všeč. Ker sem ravno v Slovenija Eko Resortu za nagradno igro, sem se še odločil, pa Matjaž je tudi privolil, da narediva en kratek intervju. Za Matjažem sva en intervju že naredila 1 leto nazaj in je bil zelo gledan, tako da verjamem, da bo tudi ta zanimiv. Če bi pa hotel tega od 1 leta nazaj pogledati, imate pa tudi link v opisu video posnetka, tako da si ga pogledajte, je zanimivo. Tako da, Matjaž, pozdravljen, najlepša ti hvala, da si bil pripravljen dati nagrado za moje sledilce, se pravi vikend paket v glampingu za 2 osebe. Daj mi za začetek povej, zakaj si se odločil dati to nagrado, rečemo, mojim sledilcem? Zelo preprosto, zato ker sem ti neizmerno hvaležen za vse nasvete, za vse priporočila in kar si me ti v bistvu naučil. Tle ti kapo dol in to sem imel skozi občutek, da si to z dobro voljo naredil, pa nikoli nisi rekel to, ker sem dolžen. In če kaj in če komu, so to ljudje, ki si gremo nasprot, in ko ti rabiš nagradno igro, sem jaz te prvi, ki bom zraven tebe stal. No, to moram poudariti, da s teboj je res enostavno poslovati. Ne, zdaj to verjeden, če bi se hotel s komu drugemu zmeniti, to bi bilo komplikacij, a bo to, a bo ali bo tretje, tako da tebi sem pa samo menos pa tako rekel, ja, brez da karkoli kompliciraš, tako da tudi s tabo je super sodelovati, tako da tudi jaz sem se veliko tebe naučil, no, tako da enako lahko rečem. Ampak ne v medijih. No, v socialnih omrežjih ne, sem se pa druge stvari, no, se si enciklopedija podjetništva in tako naprej. In tudi se že po Eko Resortu, če se človek malo sprehod, lahko mogoče neke ideje za svoj posel najde, pa tudi, če je drug posel. Kaj vidiš ene rešitve, kako ste se pametno, to zdaj ne vem glih primer povedati, ampak zmeram rečemo, kako je to dobro naredil, mislim, dobiš kakšno idejo, sigurno. Ja, Eko Resort je ena vasica v malem. Ima od cerkve, gostilne, do nastanitve, do živali in do pastirske akademije, konc koncev, dajmo reči to, ena mini vas, v katerem mora vse funkcionirati. To je res. In za vse je treba poskrbeti in vse mora, dajmo reči, laufati. Ni druge. Ni druge. Zdaj Slovenija Eko Resort se nahaja tukaj v Godiču pri Kamniku. Vi ste bili tudi zdaj zelo prizadeti za tem poplavam. Mislim, te okolica, tudi vaš Eko Resort. Zdaj zanimivo pa to, da ti še preden si svojo škodo saniral, si šel pomagati drugim, naredil si dobrodelni koncert za Vedrana. Kako da, mislim, to je zelo pohvalno, da se takole odločiš, še preden svoje saniraš, da greš drugmu pomagati. Slovenija Eko Resort je v teh poplavah doživela pač vodo, tako kot vsi, vendar, ko sem videl probleme v naši vasi gor višji, v bistvu bi bilo meni naroden jamrati. Čisto iskreno povedano, mi smo vendarle imeli pač, malo bagrov, malo ljudi, malo smo travcev sjali, ampak to ni nič v primerjavi s tistem, kar se vidi tam gor. In recimo mojemu prijatelju Vedranu je, se pravi, podaril hišo, usul sem mu dol plas in mu podaril, in to so največje žrtve v naši vasi in to ni edini, še so. Sicer ne tako hude, ampak so, in
tle je treba ljudem pomagati. Ravno danes sem spet bil v Kamniški Bistrici, kjer mi je človek povedal, da v bistvu od poplav, plazov do danes se ni zgodil nič. Razen spremenil se je mesec, takrat je bil avgust, zdaj pa september. Nihče jim nič ne pomaga, nima hladilnika, nima jogija, nima nič. In če kjermo, je treba takim ljudem pomagati. Poleg tega je pa še, imam občutek, da smo v naši dolini malo pozabljeni. Tle ne živijo pomembni, očitno v tej Kamniški Bistrici in ben toliko pomemben, da bi pripeljal medije, da bi se o tem začeli pogovarjati in tako naprej. In sem pač jaz štartal. Sej, dobronamerno, vsem bi želel pomagati, zato, ko vidimo te probleme, smo pa šli zdaj v večjo akcijo, ta bo 15.9. Ta bo pa za vse te ljudi in ves denar, ki bo tle zbran, bo šel za nakup te nujno potrebnih stvari za človeka. Ne škarfe, ne vem kaj, ampak posle, hladilnike, ne vem, tiskar nujno rabiš. Lih danes mi je pravil človek, da mu je odnesel vsa drva, ki jih je cel let zbiral za čez zimo. Se pravi, za čez 2 meseca nima zagret. Obenem ima pa vlažno pa smrdečo hišo. In to so, če smo kaj ljudje, moramo tlejeti nasprot. No, tudi ko vidiš takole podrto hišo od tega vedrana, mislim, vse je to grozno. Ampak potem, ko sem pa tega vedrana videl, kako je bil človek iz sebe, pa vidiš. To so stiske. Mislim, to tudi taka stiska, da mislim, se ti pa res človek more orang zasmiliti, mislim, če se ti ne, si res čuden človek. O tem v bistvu si nadaljeval mojo prejšnjo misel. Ko to vidiš, nimam jaz kaj jamrati. Kaj ne povem? Da smo malo pucali, pa malo to, vse skupaj mislim, je bilo veliko dela, ampak v primerjavi z drugimi, mi smo v 9 dneh zadevo sanirali in funkcioniramo naprej, kot da nikoli nič ni bilo. Vse čast. To, če bi bila neka državna firma, bi verjetno drug lečele odprli. Verjetno. Zdaj, ta koncert dobrodelni za vedrana je dobro uspel, koliko denarja se je zbralo? Bilo je 9 glasbenih skupin, vsi naši poslovni partnerji, dolgoletni, so pristopili in so tudi donirali določene stvari, da smo ta dogodek lahko speljali. Jaz ga sam nisem mogel, niti tega ne bom zdaj, ker smo tudi sami oškodovani precej, ko mi zbiramo, mislim, štukamo. Zbrali se je preko 23.000 evrov in to je bil jaz mislim, da celo največji humanitarni dogodek v našem koncu. Kamnik z okolico pa ta del. Ne moramo se mi primerjati z radiji, ampak tle gremo konkretno pomagati potem direktno ljudem. In jaz mislim, da smo bili zelo uspešni, jaz sem zadovoljen in vesel vse dobrote, ki jo ljudje namenijo. Vedran je pa tudi verjeten bil vesel. Prav vesel Vedran še ni. Ne, mislim, kar zbranega denarja. Ni pa pričakoval tega. Ni pričakoval. Tudi jaz ne, odkrito povem, sem bil presenečen. Ampak, gledajte, prav smo zadevo predstavili, tudi tako kot je, sej nič ni bilo kaj potenciranega. Dejansko so stiske. Hišo si imel, zdaj pa nimaš več. No, zdaj pa že spet organiziraš nov dobrodelni koncert, ki bo 15.9., če se ne motim. 15.9., ki bo pa večji. Nastopil bo 12 glasbenih skupin oziroma glasbenikov. Ne vem, če sam te prve 3 imam lih v glav, Tanja Zajc-Zupan, Božidar Wolf, in še so, no pa ideja, nimam vse, ki jih pa še kdo se bo javil verjetno ti v tem času? Ja, zdaj smo kar polhni, da imamo lep program sestavljen, v čast mi je, da bo Vaška godba odprla ta dogodek, to je, rečemo, znak, da smo skupaj, Vaška godba, da odpre tak dogodek, je meni všeč, je kar toplo pri srcu rad. Zdaj, kater dan je to, 15? To je petek.
Se pravi, da malo bolj gledalci vejo, se pravi, tukaj bo nekaj podobnega, kot je bilo za Vedrana, se pravi, tukaj ti častiš ljudi z obrokom. Mi bomo pripravili približno 900 obrokov, to je, tukaj nam grejo nasprot sponzorji, da se razumemo. No, da je kakšen ga omen, ki je prav, da se ga omeni. Maso, Kamnik, potem imamo tle Metro, naš velik dobavitelj, Rešet, mesarstvo Rešet, bo dal Poljska in tako vsak bo nekaj prispeval in mi bomo z našo storitvijo vse to počastili ljudi. In to se mi zdi ena taka lepa gesta, dobro z dobrim, dajmo tako reči, in pričakovali, da bojo ljudje pač nekaj dali za te revčke temle gor. Lepo, te glasbeniki pa to so za te pa tudi vsi odzvali. No, to je pa posebno za izpostaviti. Mi, ki smo to objavili, so se nam sami javili in nobenega nismo prosili, niti fehtali, niti nič, ampak to je tisto, te ljudje so srčni in so se sami javili in bojo prišli odigrati tiste pol urce, več ne bom ben, ker jih je 11. In to je to. In takrat se je ustvarila ena taka prava energija. Pa je bil tle Vedran, recimo, ki je bil prizadet, poškodovan, da mu reči, pregnan z bajte, nasilo in tako naprej. Ampak je bil tle in ljudje so mu dajali, ulivali upanja in tako naprej, objeli, potrapljali, sej bo in to je, ljudje smo socialna bitja in rabimo to, se mi zdi. Lahko jokamo, lahko ne vem, ampak ni od tega nič, samo še večja travma pa tako naprej. Tako jaz gledam na to in se je lepo zapeljal. A ti je mogoče kdo kdaj na socialnih omrežjih očital, da to delaš zaradi samo promocije? Glejte, s tem se nisem nikoli obremenjeval, ker mi ampak kakšen se verjetno najde? Vse, ampak gledajte, to verjetno je to tak, ki ni nič nikomor pomagal, pa naredil, še manj pa kaj dal. In če je to njegov prispevek, da laja na mene, pa da se samo, pač to dela in jaz se s tem ne dam nobene pozornosti na to. No. To je verjetno pametno, da ne daš nobene pozornosti. Jaz, ki sem tole pač pomagal reklamirati ta dogodek, ki so ti video posnela, je bilo neki par, mogoče 3-5 komentarjev, da to jaz delam zaradi samopromocije, ampak to so verjetno res taki, ki niso niti pomagali, niti nič dali. Dokler se bom jaz dobro počutil, pa dokler bo to imelo rezultate, pa to ljudem pomagali, bom jaz to z veseljem delal. In se tudi tukaj je prišlo takrat koliko? 700-800 ljudi. Se pravi, te ljudje so prišli zato, ker so to podpirali. Tako da jaz se na to, gledaj Tomaž, jaz se na to ne oziram. Če sem tako malo žargodni dol visi za to, kaj bo nekdo, ki bo kritiziral, gledajte, vsem tistim kritikom lahko povem, pokažite boljše rezultate, naredite več, pa bom jaz čestitev, jaz ne bom nobenega kritiziral. Ja, sej, tako je, sam te nimajo običajno nič za pokazati. Sej, v tem, to je pa to. Slovenija Eko Resort je znan po vrhunski kulinariki, jaz sem to že tukaj večkrat jedel in moram res pohvaliti vrhunsko. Nisem pa vedel do pred enega leta, ko si me povabil na Murter, na morje, nisem vedel, da si ti glaven za to kulinariko. Lahko malo več o tem poveš, odkje je ta tvoj vesele za kulinariko, odkje se učiš, odkje ti take dobre ideje? Ideje pobiram po svetu. Zmer sem rad bil v kuhinji, pa se vrtel, pa delal nove stvari. To je od nekdaj. Seveda ne morem vse sam, zato rabim imeti za sabo močno dobro ekipo, ki podpira, ki sledi in ki potem to izvaja.
A ne? In tle imam srečo, da je pač sin se najde v tem, mogoče ne, ni še ne morem reči, je star 26 let, ampak lepo sledi, lepo dela, lepo pele in Tudi z veseljem dela, kar ga tle vidim, je itak, zmrn nasmejan. če ni delo z veseljem, delo ni dobro. No, je treba vedeti. Tist, ki dela težko, ne bom kol velik od njega. Ne? Tako jaz to gledam. Drugač pa pobiramo ideje po celem svet. Letos sva bila recimo v januarju v Istanbulu, v Tokiu in Hongkongu, kjer sva se učila določenih specifik na posameznih jedeh, ne zdaj, da bi tam kuhala na polno, pa se tam učila, ampak recimo sva delala na stejkih, na mesu, na pripravi tega, ne na končnem pečenju in tako, ampak na pripravi in pa tuna. Mi smo destinacija, ki imamo linijo z direktno tuno iz Hrvaške in je škoda ne znati to pripraviti. So pa Japonci najboljši v svetu na tem področju in zato smo šli tja. Aha, to sta šla skupaj s sinom. Ja. Aha, jaz sem mislil, da si šel sam. Ne, bila sva midva sva v enem mesecu potovanja, majčkeno več je bilo, imela 14 dni delovnih. Vmes sva imela pa tudi dopust. Kombinirala sva, no. Kako pa sploh prideš, to si v neki vrhunske restauracije ti se to učil, če prav razumem, ne? Rečemo v Tokiju. Kako si sploh do tega prišel, kje si to najdel, kako prideš, to si verjeten, mislim, si mogel še kaj plačati, da so to učila, si sem zastonj delal, ali kako je to bilo? Taka šola stane za en avto. Za en avto? Ja. Take šoli niso poceni. Gledajte, to tako je, to ni srednja kuharska šola, kjer te učijo ne vem kaj, to so specifike, ki jih pozna visoka kulinarika in če hočeš to videti, to pač plačaš enostavno, vse to. No, se je logično to, ne, tako da in delaš in še dobro plačaš to. Samo veš, da je to pri nas je zdaj vidim, ne? Pri nas te miselnosti ni, da bi nekdo šel nekam delati zato, da bi se naučil. Ne? Jaz sem dostikrat rekel, da grem na Google brezplačno delati oziroma da še plačam, če bi lahko šel. Ne? Pa to ljudje večinoma ne razumejo. Tukaj pa pol loči uspešne od neuspešnih. Ne? Tisti, ki se ni pripravljen danes v teh časih učiti. Pa zato še plačati. Izobraževati, napredovati, skratka, jeti naprej, stoji na mestu in če stoji na mestu, v bistvu nazaduješ, ker grejo drugi naprej. To je res, ja. Tako zelo enostavno jaz gledam te stvari v svetu. Ne? Je pa, seveda je pa to, a imaš volo, a imaš veselje, jaz pa to pač veselje, to pa v bistvu sploh ne čutim, da je služba, ne? Ampak me radovednost pa želja potem, kako kaj narediti in imeti na krožniku najboljšo zadevo, me gon in tera. No, ti si bil v Tokiju, Istanbulu, pa kje si še rekel? Hongkong. Pa Hongkongu. Ja. Kaj je pa razlike bilo tukaj, ne vem, kako je bilo po Istanbulu, rečemo? V Istanbulu sem delal na mesu. Aha. Tam smo delali priprava stejkov, zorenje, kako ga, skratka, vse detajle v zvezi s tem, s pripravo. Pa potem tle smo se tudi učili končno verzijo, da smo ga pozlatili, skratka, vsa specifika v zvezi z mesom. Tokio je bila pa tuna. Hongkong tuna, pa na sušiju smo delali, čeprav to ne bomo upeljali k nam, ampak sem vsem šel, zato da sem videl, kako delajo najboljši specialisti. Zanimivo. Ja. In kaj pa je tista tukaj najbolj specialiteta, kaj nudite vašim gostom tukaj, kar se kulinarike tiče? Tuno vem, da nudite, morska hrana je super, mislim, meso je super. Naša, dajmo reči, paradni konj po številu prodaj je verjetno so to rebrca, baby rebrca, svinjska. Potem imamo vrhunska goveja lička, to so petarda. Je pa od lanskega leta smo uvedli tudi te podpeke,
ki jih delamo, se pravi, s krompirjem, ribo, škampi in to pride en tak vrhunski produkt in tudi, mislim, to je številka ena v kulinariki. S tem, da mi imamo tle toliko velike kamine, da to lahko delamo tudi več tega. Mi smo imeli 28 podpek do zdaj, največjo postrežbo naenkrat. A ne? To mislim, da težko kdo sledi temu rezultatu. Da, kamin narediš 1, 2, 3 mogoče na dan, ampak mi smo jih pa 28 naenkrat. In to, mislim, da smo 200 ljudi postregli s tem. Ja, nekaj tazga. In to je višek, to več ni. Ne? Zato jaz iz tega pride pol več pa ni. Ne? Ta izraz. Drugače, ta Slovenija ekoresort je zelo lep za pogledati, tudi veliko ljudi se pride, viden sprehode, to občuduje vse to, kako je lepo. Zdaj, vi ste dobili kar nekaj nagrad. Dobili ste za najlepši resort v Sloveniji dvakrat, ali kako, če se ne motim? Kaže, da bomo 3 leta zaporedoma zmagovalci in to absolutni. Lansko leto smo dobili celo absolutni rekorderji v prejetih glasovih v 30-letni zgodovini tega tekmovanja. Aha. Kdo pa ta tekmovanje organizira? Turistična zveza Slovenije. Turistična zveza Slovenije. Ja. Tako da letos se nam obeta po rezultatih že 3. zaporedna zmaga. Iz tujine smo pa imeli, se pravi, revija Forbes v 2017 smo bili med 13 na svetu, potem je bila revija 2018, se pravi revija National Geographic med 7 v Evropi, potem nas je spet Forbes dal, pa, če sem prav povedal, mislim Forbes, pa Vanity Fair, to je turistična revija, nas je tudi uvrstila med špico v svetu. No, zadnja 3 leta smo pa pač na domačem terenu, dajmo reči, se pač prijavili za to tekmovanje in uspevamo. No. Pa se to, rečemo, da ste dobili te tuje nagrade, se to kaj pozna pri gostih? Kdo reče, sem jaz tukaj videl, pa sem prišel. Tako se je začelo. Tako se je začel s temi objavami v tujini. Mi smo praktično prvo leto, ko smo odprli, bili polni tujih gostov. Sej ni noben vedel za nas, sej kje bojo, če ne lihte mediji, ki so svetovnega ranga, ne moramo to vedeti, to niso zdaj lokalni mediji, to so svetovni. In mi smo ves čas polni tujih gostov. Sploh v sezoni, 95%. Nizozemska, Belgija. Aha, to so gosti, ki prevladujejo. Nizozemska, Belgija, Francija. Koliko imate po gostov iz Slovenije? V top sezoni enih 5% sam. Ja. Drugače pa v predsezoni, pa po sezoni pa več. Ampak Slovenci imamo to, da bolj na morje rinemo, ko se pa sezona konča, so pa te destinacije pa kratkotrajne 2-3 dni in tako. Nizozemci pridejo samo za 14 dni. 10 dni. Ja, pa pol malo tle okoli po hribih hodijo, kakšno znamenitost pogledati. Itak, njim je vse to blizu. Oni grejo na morje, grejo na Triglav, grejo Postojnska jama, vse to predelajo, ampak to je njim vse blizu. To so enodnevni izleti, tukaj imajo pa bazo. Super, super. In vi jim ponavadi ponudite kaj? Poln penzion, zajtrk? Kar želijo. Aha, kar želijo. Od zajtrka, ko želijo do večerje, zjutraj imamo program pastirske šole, pol imamo savno, kopanje. Super. V zadnjih 2 letih si postal tudi zvezda Facebooka, snemaš tukaj videe iz ekoresorta, pa objavljaš, dosege imaš ogromne. Koliko si mu zdaj največji doseg, da te je pač... 1,5 milijona. 1,5 milijona v enem mesecu, oziroma 28 dneh. Ena objava je imela 1,5 milijona ogledov, drugače pa na mesečni ravni smo tam... Zdaj smo imeli gledal, ko smo se pripravili na ta pogovor, 750 000 v enem mesecu, drugače pa tam tudi 1,2 plus na mesec ogledov, In se ti to pozna pri obisku, pride kdo zato, ker je, ko sem vas na Facebooku videl, pa sem prišel pogledat? Ja, ampak
To je ratalo slučajno, dajmo tako reči. Jaz kar povem, je vse iz tle, iz ekoresorta in vse tisto, kar se res zgodi, dogaja in pač jaz to povem. Zdaj, je to na ta pravi način, ali je ta prava vsebina, ali je, ne vem, kaj na to vpliva, vse pojma nimam, ampak to bi ti bolj lahko analiziral. Enostavno ljudje nas spremljajo, ja. Ja, in jaz sem vesel za to. In ker nas spremljajo, so tudi odzivi, probamo biti čim bolj interaktivni, se pravi, da tudi odgovorimo na kakšno vprašanje in tako. Tako da človek, ki nekaj napiše nam v komentar, ima občutek oziroma ve, da je to nekdo prebral in da se odzovemo. In to se mi zdi zelo pomembno. No, saj v bistvu zdaj tudi ta dogodek, ki ga boš imel dobrodelen, bo v bistvu vsa reklama socialne omrežje. Drugače ne bojo ljudje mogli izvedeti, ne? Verjeten. Kaj ust do ust, ampak tega ne bo to. Glavnina, ja, se strinjam. Ampak pogledajte, mi smo naredili video za ta dogodek in je imel v enem tednu 200 000 ogledov. To je že lepa številka. S tem, da zdaj za ta drugi dogodek je tudi že zanimanje medijev za to. Je že Gorenjski glas, je Kamniški občan, je, ne vem, še en lokalni Modre novice, pa je pol sem videl na enem portalu e-Maribor, pa še zna kdo preskočiti. Obje sklepam na pomoč, ne, zato da obvestimo več ljudi, da jih več pride, da bomo več lahko pomagali. Si rekel 200 000 ogledov, da je mu tis video. A ti mogoče veš, koliko je imela največjo gledanost lanska, ne letos, lanska dirka po Franciji, takrat, ko se je Pogačar, bom rekel, boril za to zmago, ker letos lansko let je šlo bolj na tesno. No. Kaj misliš, koliko je imela? V Sloveniji? Ja, najbolj gledana, koliko je 500 000. Ne, 144 se mi zdi. Je ta podatek na RTV-ju, sem ga prebral. Tako da zdaj, če ti pomisliš, na ti več ljudi gledalo tvoj video, kakor pa to na televiziji. To sem presenečen, jaz sem mislil, da je ta številka večja. Jaz sem tudi mislil, sem bil presenečen, ja, da sem tudi jaz mislil, da... Pa se je cela Slovenija o tem govorila? Ja, to je res. Ne. No, to se pravi, da je ta naš rezultat še toliko boljši, rečemo. Rečemo, ti kot podjetnik bi svetoval drugim podjetnikom, da delajo na Facebooku, ker, rečemo, jaz se s tem profesionalno ukvarjam in je zelo težko prepričati podjetnike, da bi začeli delati na Facebooku, ker sploh ne pričakujejo, sploh ne vejo, kakšne rezultate se da narediti. Jaz jim zdaj v zadnjem času vsakom rečem, pejte pogledati tudi Slovenija, ekoresort, Facebook stran. To je najboljši primer vodenja Facebooka nekega podjetja, ki ni v tem, bom rekel, ki se ne ukvarja z digitalnim marketingom. Ne? Zdaj, kdo, ki se ukvarja, tisti še malo bolj znajo, ampak mislim, ti to fenomenalno peleš, tako da se tudi mi, ki se s tem ukvarjamo, lahko kaj v tebi učimo. Ne? No, ampak što se v tem, da mi damo ven tisto tako, kot je. Ja. Ne, recimo, mi smo danes dobili svežo ribo z Jadrana, sveže škampe iz Kvarnerja in tako naprej. Ja. Seveda smo posneli. Ampak jaz ti garantiram, da 99 gostincev bi rekel, pa ne bom jaz to snemal. Potem je problem, da se tako nekdo kot lastnik, kot ti pred kamero postav. Ne vem, če se ti spomniš, ko so se mi da pred dobrim 2 letem spoznali, sem ti jaz rekel, da se kaj posnem, pa si rekel, jaz nisem za kamero. Ja. Zdaj si pa imam občutek, da ti prav uživaš in jaz mislim, da bi te na RTV-ju predvsem službo vzeli, pa na Pop TV-ju. Zdaj se spet vračava na moj odgovor prej. Sem ti hvaležen, da si me gnal v to, pa naučil in zato so ti moja vrata zmeraj odprta. Sej smo spet se kaj vrnili. Ja, valjda. In tako nismo mi profesionalci, noben nas ni učil, vse zato je pa toliko bolj pristno, resnično in to je zanimivo. To jaz danes mojim strankam govorim, ne?
rečem, video morate dati na Facebook. Tudi to si tudi siguren ti ugotovil, da video, da slika je žalost. Slika ima 10-krat manj dosega, je tako, kot video. Še manj pa tekst. Ja. No, in to govorim in strankam video morate imeti. In vsi pol začnejo razmišljati, da bojo nekoga najeli neko, ne vem, to produkcijo, da bojo profesionalen video zmontirali, ampak to ne deluje, bolj deluje tako, kot ti vzameš telefon, nič veliko ne gruntaš, prej poveš tisto, kar imaš zapovedati in objaviš. No, to je vsekakor drži, kar praviš, ampak to se je spremenilo v zadnjih 5 letih. Ja. Prej smo vsi delali, rečemo, veliko boljše videe, pa naštudirane videe, pa premišljene tekste, pa da bo vse to idealno, pa da bo vse super, in sploh. Ampak to so bili reklamni spoti, ki so se gledali. Ampak to se je prenasitilo. In ljudje, ki zaznajo profi reklamo, jo ne gleda. Ne gleda. In tudi jaz jo ne. Ja, in potem iz tega se je razvila ta zgodba, da je v bistvu vzameš, posnameš, narediš, tudi če kakšen kiks narediš, včasih je tudi kakšen, dajmo reči, malo namenoma, zato da sprovociraš malo in tako naprej. To je prinesel, dajmo reči, jaz to tako vidim, preveč vsega teh reklam je pripeljalo do tega, da se jih ne gleda več, nasprotno, tako jo omakneš, ko vidiš, da gledaš pa nekaj, kar se je nekomu nekaj zgodil, ki nekaj živi neko življenje in te zanima, kaj to je. No in moram reči, da kar se dogaja tukaj v Ekoresortu, je zanimivo za pogledati. Jaz zmeraj pogledam, mogoče kakšnega slučajno spustim, ampak pogledam, ker se, mislim, imaš ti in te tvoji sodelavci, ki ti pomagajo, znate to res dobro narediti, tako da vsa čast. Predvsem vsi v tem uživamo. To je prvi pogoj. Če bi bili tam vsi slabe vole, verjemi mi, da ne bi posnel z njimi nič. Ker ne moreš. S človekom, ki je slabe vole, ker ne. Ne moreš. Če ni zadovoljen v službi, ne boš nič z njim, mislim, mogo nekaj, ne. Tako imamo pa mlado ekipo, entuzijasti so, močni so, delovni so, garači so, znajo delati in sej drugačen sploh v to ekipo ne paše. To je res. Sej bi odstopal in ne more biti zraven. Tako je. Ja. No, kar sem že rekel, ti imaš tukaj vse pošlihtano, tako da se človek lahko marsikaj nauči. Tako da to bi bilo z moje strani, Matjaž, jaz se ti zahvaljujem in za nagrado, za nagradno igro in za tale intervjuček in za vse, tako da se vidimo 15. septembra. Tako da ja, jaz bi pa pozdravil tvoje sledilce, en lep pozdrav in pa bom malo pritisnil na vest. Če pomagate, vsem kolik, ni treba veliko, ampak probite, ko te videli, da so te bolj počutili. to je res. Probite, sej ni treba veliko. Dajte 10 evrov nekomu, ki veste, da jih rab, in jaz mislim, da vam dober dene. Se popolnoma strinjam. No, pa še za na konc poziv, pejte na Facebook stran Slovenija Ekoresort, pa si malo pogledajte te videe, boste videli, res so dobri, eni so smešni, eni so zanimivi, vse najdete, tako da je res super. Tako da še enkrat hvala, Matjaž. Tomaž, hvala za obisk. Evo, srečno. Srečno. Adijo.